Dobrodošli v Reflektorju. Danes je pred nami ena izredno zanimiva tema, ki mi že nekaj časa ne pusti spati, in to je begunska problematika. Več kot razmišljamo o tem, zdi se mi, da več vprašanj se nam pojavlja. In nekaj teh vprašanj bom danes zastavil Luigiju, beguncu z Eritreje, in pa Jani Lampe, vodji mednarodne pomoči pri slovenski Karitas. Lepo pozdravljene, živjo. Upam, da ste v redu, no. Začel bi najprej kar nekako, Luigi, s tabo, da spoznamo tvojo zgodbo. 5 let si zdaj v Sloveniji, prišel si iz Eritreje. Kako je izgledala ta tvoja pot? Zakaj si moral iti in kako, da si na koncu pristal ravno v Sloveniji? Ja, jaz sem Luigi, prihajam sem iz Eritreje, pa tukaj prej sem povedal, sem 5 let tukaj. Pa moj pot sem začel, v moj doma nazaj, ko končaš srednje šole, moraš iti na vojsko. Sem končal srednje šole, pa sem šel na vojsko, trening. Pa sem bil tam 6 mesecev, sem naredil, pa nisem bral to na vojsko iti. Zato sem pustil ta vojska, pa sem šel v Sudan. Pa v Sudan sem začel nekaj 6 mesecev. Od meseca do meseca sem živel, ne vem, na en mesec, pa na drugem 2 meseca. Pa nisem brat stavil tam, pa sem pustil. Tvoj brat je ostal v Sudanu? Ne, nisem imel, prijatelji sem imel. Prijatelji, ja. 5 smo bili, smo pustili to vojsko. Pa smo šli v Sudan, pa smo bili skupaj, 6 mesecev smo bili skupaj, pa smo spustili, pa smo šli v Libijo. Najprej v Libijo torej. Ja, od Sahara do... Ja. In kako je izgledala ta pot čez Saharo, ne? To verjetno ni enostavna pot. Težko je, pa 1 mesec je vzel ta pot. Ker pa zelo je težko, veliko ljudi umrli je tam, ker je zelo vroče. Kako pa to izgleda? Ste potovali, se pravi, v skupini prijateljev ali je bila to večja skupina? Večja skupina. Od Sudan do Libije večja skupina. In koliko ljudi recimo je to šlo na to pot? Nekaj 10 kamion, 3 kamion, smo bili 10 kamion. 2015, takrat so bili veliko ljudi, smo bili. Se pravi, s kamionom, torej čez Saharo. Ja, ne, prvič od Sudan, pick-up, to mali avto. 30 ljudi gre, ampak so veliko mafije, to kdo vozi, to migranti. Skupaj delajo. 30 ljudi od drugi, ne vem, kako se reče po slovensko, smagler. Ja, tihotapci. Ja. Vsi poznajo, pa grejo vsako, ko imajo ljudi, ne vem, 30 ljudi, vsak prihajajo skupaj. Pa vozijo, ne vem, smo bili 10, mogoče več kot 1000 ljudi smo bili. Koliko pa stane sploh pot, da pride en begunec iz Eritreje recimo, ali pa iz Sudana, no, da pride v Evropo? To je verjetno. In kako sploh prideš do takih sredstev? Odvisno, kako imaš denar, kako plačaš, pa koliko imaš. Ne vem, ko je te mogoče ukradejo tudi od drugih mafije, tudi prihajajo pa te ukradejo. Zato mogoče več kot 1 let. Meni je vzel 1 leta pa pol. Da si prišel? Ja, do Italije. In kako si pa na koncu pristal v Sloveniji? Verjetno prišel si nekam na jug Italije? Ja, potem pa sem prijavil za Evropsko unijo, takrat je bilo relokacija. Pa to sem prijavil, pa Majčani so v Sloveniji. Slovenija mi je bila pa. Tako sem prišel tukaj v Sloveniji, pa na azilni dom sem bil 2 meseca, pa sem vzel to begunski
list, se pravi, zdaj si se prijavil kot begunec. Ja, pa sem dobil status begunca. No, v Eritreji trenutno tudi divja vojna, tako da se pravi med Eritrejo in Etiopijo. Kako ta vojna izgleda? Morda tudi Jana spremljaš nekako to področje, kako izgleda? Jaz zdaj spremljam pač prek naše mreže Caritas Internationalis, pa sodelujem tudi s Caritas Eritrejo v zadnjih dneh, ker bomo tudi pomagali tem ljudem, ki so v bistvu zaradi konflikta, zdaj tudi notranji konflikti so tudi ne samo med Eritrejo, Etiopijo, tudi v Etiopiji recimo so notranji konflikti z ljudstvom pač Tigraj, z njihovo ofenzivo, pa še državno vojsko. In Caritas poroča, da se v bistvu ljudje na dnevni bazi, na tisoče ljudi se v bistvu izseljuje iz teh vojnih območij v sosednja območja, recimo v Etiopiji. In seveda to ustvarja tudi pritiske seveda na ta območja, kamor se ljudje priseljujejo. To so že tako revne dežele. Etiopija je že sama sušna in se zdaj soočajo v bistvu s trojno krizo. Posledice covida se še vedno poznajo, potem tudi v Afriki se povsod poznajo zdaj posledice v bistvu vojne v Ukrajini, ker naraščajo cene hrane, goriva, vsega. Hkrati pa še podnebne spremembe. No, tukaj so tudi hude suše in potem seveda še to begunstvo, to notranje razseljevanje, vidiš v bistvu, da ljudem potem še otežuje v bistvu to preživetje. In številke recimo v avgustu se je ta konflikt zopet v bistvu nekako je vzplamtel, ker tam v časa od aprila do julija je bila nekako možna humanitarna pomoč v Tigraju, seveda to je pa zdaj se skozi bolj onemogoča in če ljudje hoče sploh preživeti, pa ne izgubiti svojega življenja, seveda v spopadih bežijo v druge kraje in tudi Caritas že poroča, pa seveda, da se povečuje število ljudi, ki trpijo zaradi lakote, sploh tukaj so najbolj seveda ogroženi otroci, saj otroci pa ženske tudi največ bežijo, ker možje se borijo, ostajajo, in ostanejo brez vsega, pustijo tam svoje polje, svojo živino, vse svoje premoženje, pridejo na novo območje brez nič in to območje mora tudi za njih nekako poskrbeti, da bodo preživeli. To so zelo težke zgodbe, to so pač razlogi, zaradi katerih ljudje zapuščajo svoj dom in tudi treba je vedeti, da v bistvu Afrika nosi ob tem največjo težo migracij v globalnem smislu. 80% vseh migracij svetovnih se dogaja znotraj Afrike. Pa ljudje grejo ponavadi na najbližje varno območje, ali je to znotraj države ali pa sosednje države. Pač toliko ljudi, ki pride iskat preživetje ali pa boljše pogoje za življenje v Evropo, recimo to je kaplja, res kaplja v morju v tem smislu, koliko nosijo, kakšno težo begunstva in migracij v bistvu nosijo revne države, sosednje države. Tako res recimo tudi, če malo sam naštejem, recimo primer sirske vojne. Največ beguncev je recimo v Libanonu, Turčiji, to so vse sosednje države, Jordaniji, recimo Libanon jih ima 1 milijon, Turčija okrog 4 milijone. Ali pa če pogledamo Venezuelo, kjer je tudi velika politična humanitarna kriza, največ jih je v sosednji Kolumbiji, skoraj 4 milijone, tako da na tak način gre vedno in ljudje v bistvu grejo v sosednjo državo, pač, ker nimajo tudi sredstva, da bi šli mogoče kam dlje, po drugi strani pa tudi, da so čim bližje svojemu domu. Ker kakor sem se jaz govarjala z mnogimi ljudmi, ki imam možnost jih srečevati, pa naj bo to tukaj, ne vem, mogoče iz območja Zahodnega Balkana ali pa iz Afrike ali pa kjerkoli drugje po svetu, kar imam možnosti v sklopu svojega dela, mi vsak reče, da v bistvu najraje bi bil tam, kjer je bil rojen. Dobro se spomnim ene mlade ženske, skupaj smo potovali v Centralno Afriško republiko, ker sem bila leta 2018, tam tudi kar precej let vlada konflikt, ker imajo veliko naravnih virov, imajo zlato, uran, koltan, nafto, diamante, bi rekli, pa se ta država mora biti zlata. Bi mogla biti, ljudje pa živijo v revščini. Veliki revščini, nisem videla še take revščine, nikoli prej, tudi če sem bila že večkrat v Ruandi, v Burundi, ampak tukaj še več
revščine, ne vem, tudi videla sem, koliko mladih ne hodi v šolo, recimo deklet, otrok in tudi vidiš, da nimajo možnosti za delo, poleg tega, da je ta konflikt in zato tudi mnogo ljudi v bistvu zapušča Centralnoafriško republiko, velikih je tudi v sosednjih državah, v Sudanu in drugem, ker je tudi niso najbolj stabilne, ampak vseeno so odšli drugam. Recimo ta punca, ko sem jo pa srečala, je pa dobila možnost, da je šla v Francijo. In je potem tam tudi študirala in sem rekla, povej mi, a si rajš v Franciji, v Evropi, a bi bila rajš v svoji matični državi, Centralnoafriški republiki. Je rekla, vse bi dala, da bi lahko doma, prav enkrat, ko bo mogoče boljše razmere, ko bo mir, se bom z veseljem vrnila domov. Tako da to se mislim, da se v osnovi vsak človek želi in da ljudje ne zapuščajo pač svojega doma v večini iz lepega, ampak ga neke težke razmere prisilijo to. Ja. In zdaj, ko smo pri težkih razmerah, Luigi, ti si rekel, da te je ta vojska v bistvu nekako, si se v vojsko odločil, da ne želiš biti tam, pa noče zdaj znova obujati teh težkih spominov, ampak kako izgleda vojska v Eritreji, kakšen je dan vojaka in verjetno je življenje vsak dan ogroženo. Ne? Ja, doma mi imamo na vojsku, vse v življenju moraš biti vojak. Pa ne vem, 20 ali 30, od 2000 je to vojne bil konec. Pa zdaj so 2018 so začeli še enkrat. Pa doma, ne vem, brez veze, vse v življenju so vojaki. Ja. In kako pa izgleda, ko si pri vojakih, se pravi? Ja, tam si, ne vem, ko si šel, ko si tebe vzamejo v drugo mesto ali vse že 5 let tam, nikoli ne vidiš tvoj starejši ali ko imaš, ne vem, otroci, tam si 5 let, sam sediš pa, ne vem, delaš za vojsko nikaj. Pa zdaj imamo vojne. Pa to, mi gremo noter in to pa to vojne. Mi tam so. Jana, prej si omenila kaplja v morje, ki pride samo v Evropo, in da marsikdo želi ostati blizu, ker se želi nekoč vrniti nazaj ali pa ker si ne more privoščiti. Ali načeloma pridejo v Evropo te ljudje, ki najbolj potrebujejo, ali tisti najbolj iznajdljivi, najbolj premožni? Kakšno je to sito ljudi? Ja, jaz mislim, da je pač težko jih zdaj reči, kakšni ljudje prihajajo, ampak recimo v primeru Sirije lahko povem, takrat, ko so prihajali ljudje množično leta 2015-16, ko smo tudi na Slovenska Karitas, pa naša mreža škofijskih, župnijskih Karitas pomagali v Dobovi, na Šentilju, smo videli, da na začetku seveda so prihajali ljudje, ki so bili bolj premožni, tudi velikokrat višjega izobrazbenega statusa in tako, zaradi tega, ker so imeli prvi možnost tudi oditi ali tudi plačati za to pot. Mogoče prej Luigi ni omenil, to so res drage stvari. Nekateri prodajo svojo hišo, svoj dom, svoje imetje, recimo te kriminalne združbe, tihotapcev z ljudmi, jim moraš plačati tudi 1000, 2000, 3000 evrov, da te pripeljejo v bistvu na to pot čez morje, recimo čez Sredozemlje, ker nažalost tudi veliko ljudi izgubi svoje življenje, ne veš, a boš prišel, a ne, ampak vse gre tisti, ki imajo pač več teh možnosti, sigurno prej pridejo ali pa dlje pridejo, ampak potem se je pa tudi videl, da so kasneje so pa ljudje tudi začeli hoditi, ko so imeli v bistvu pač manj premoženja ali pa je cela družina saj za nekoga zastavila svoje premoženje, naj se saj nekdo reši iz teh kriznih razmer, ali pa če gre mogoče majčkam bolj iz tega vidika, da družina živi v skrajni revščini, mogoče je nekdo kot odposlan in da potem tudi si najde delo, zaposlitev in da tudi nazaj pošiljajo denar. Tako. In recimo ta sredstva, ta pomoč recimo migrantov, ki delajo recimo v Evropi, pa pošiljajo nazaj v te države globalnega juga, v revnejše države, to je v bistvu več sredstev, kot ga dajo vsa Evropska unija, pa druge razvite države, recimo za uradno razvojno pomoč, ki spet pomagajo k temu razvoju. Ali pa recimo tvoje osnovno vprašanje. Tudi zdaj v primeru recimo
beguncev iz Ukrajine, ne, ker so zdaj najštevilnejši begunci na svetu. Največ ljudi, že več kot 7 milijonov ljudi zapustilo Ukrajino. Tudi tukaj smo videli, recimo, tudi naše škofijske Karitas, ki pomagajo, recimo, pa na slovenski Karitas, da najprej so seveda tisti ljudje dlje prišli, ki so imeli več sredstev. Recimo, pač tisti ljudje, ki imajo mogoče manj, so ostali, pa tudi tukaj je največ ljudi, seveda v sosednjih državah, na Poljskem, Moldaviji in drugih. Tukaj so pa začeli hoditi, ker so imeli mogoče svoj avto, tisti ljudje, ki imajo več sredstev, ampak potem kasneje se je pa začelo dogajati, da so tudi prihajali drugi ljudje ali pa smo tudi pomagali, recimo z avtobusnimi prevozi in tako. Ta dinamika sigurno vedno je, ampak seveda ljudje iščejo takrat možnosti, koliko smo videli tudi kakšnih posnetkih po televiziji, matere, ko so, ne vem, sred noči v pižami mogle na hitrico zapustiti svoj dom s svojimi otroki, ker so začeli bombardirati. In to so res take stiske, ko se ti moraš oditi v trenutku, potem pa iščeš sam najboljše možnosti. Se mi zdi, da je to zelo težka odločitev. Oziroma najmanj slabe možnosti. Vsaka možnost je zagotovo slabša kot dom. No, nihče ne zapusti doma kot si omenila, iz neke kar na lepem. Ne. Zdaj, ko si omenila begunce iz Ukrajine, zdi se mi, da se je v slovenskem prostoru nekako začelo kar nekakšno ločevanje beguncev iz Ukrajine in iz ostalega, iz sveta, iz Afrike, iz Sirije, Bližnjega vzhoda. Zakaj, po tvojem mnenju, se je to zgodilo? Bilo je nekako začutiti, če si malce bral slovenske medije, da se je tudi, recimo, politični pogled na ene begunce in druge. Zakaj se je to zgodilo? Ne? Jaz mislim, da ta proces zdaj ni nov, da je že kar nekaj let nazaj. Sej enako se je v bistvu dogajalo že z begunci iz Bosne in Hercegovine pa Hrvaške, ko je bila vojna tam v 90-ih letih. Se zdi, da tudi Ukrajina nam je malo bližje po jeziku, malo bolj se zastopimo tudi po kulturi, načinu življenja. Se nam zdi, da mogoče Slovenci malo lažje sprejmemo pač te narode, ki so nam mogoče na ta način bolj podobni. Ampak to ni prav. Vsak človek je človek. In vsakemu človeku je treba prisluhniti. Tako sem jaz tudi spoznala Luigija pred skoraj 5 leti, kmalu, ko si prišel v Slovenijo. No, in ko smo se začeli spoznavati, tudi sodelovati na Karitas, ko sem spoznala njega kot osebo, ker je krasen človek, zelo hitro vidite, se tudi naučil slovensko, zdaj pridno dela, ima tudi službo v Sloveniji, ampak tako, če ti človeka pogledaš v oči, če spoznaš njihovo družbo, če ga poznaš kot človeka, se mi zdi, da je čist drugače gledamo na vsega. Ja, mogoče imamo te neke predsodke, ne vem, iz kje prihaja človek, ampak ne vem, zakaj je sicer to v naši družbi tako zakoreninjeno. Mogoče tudi nimamo toliko teh izkušenj, še dobro sicer, da jih nimamo. Ne vem. Zahodne evropske države, to je nekaj normalnega. Greš v Belgijo, Francijo, je veliko različnih narodov, sicer imajo oni tudi to kolonialno zgodovino, mi jo pač nimamo, mogoče tudi iz tega, ker smo bili vedno tako homogeni. Ampak se zdi, da se vseeno ta odprtost se počasi dogaja in se more še več. Zato pa treba tudi veliko zaveščanja, delo z mladimi, šolami, da bomo v bistvu to presegli, da delimo ljudi na takšne in drugačne, ker vsak človek je človek in vsak si zasluži dostojno življenje. Zagotovo se ne bi mogel bolj strinjati, Luigi. Kakšne imaš pa ti zaenkrat izkušnje iz Slovenije? Verjetno te je marsikdo sprejel z odprtimi rokami, gotovo je bila pa tudi kakšna neprijetna izkušnja. Kakšni se ti zdijo zaenkrat tako, ta sprejem Slovencev? Slovenija je zelo lepa in ljudi so zelo prijazni. Ne vem, samo ko iščeš stanovanje, ali ne vem, ko greš na kavo, mogoče vidiš malo slab ljudi. Pak ni vsi ljudi so slabi. Veliko ljudi so prijazni. Samo ko iščemo stanovanje, ko pokličeš
rečejo, ok, lahko pridi na pregled, ampak ko si prišel, rekli, zakaj ne povedeš, ker si črn ali za Afrikance. Sam tu grdo, pa drugače, drugi vse ok. Samo ko iščeš stanovanje, priti do stanovanja, ki že verjetno tudi... Pa ali tudi po oknu tebe gledajo, pa samo telefon zapinejo. Pa mogoče tudi pri iskanju službe, a ne, tudi ni tudi ko iščeš enostavno bilo. službo, kako ti ne govoriš nič slovensko in kako boš delal tukaj. Pa ne vem, ko delaš v skladišče, ne moreš dobro slovensko čisto govoriti. Ne vem, zakaj tako vprašaš. Pak težko je, da najdeš stanovanje. To je zelo težko v Ljubljani. Ne vem, zakaj. No, moram te pohvaliti, da v 5 letih si se odlično naučil slovensko, da se lahko že marsikaj pogovorimo. Kje pa si trenutno zaposlen, kaj pa počneš? Zdaj vozim za Wolt. Dostavo. In ti je všeč? Ja, ok, trenutno ok. 2 leti sem delam za Wolt. No, dobro. Lepo. Zagotovo ne... Ko prideš v neko državo, vse sorte ljudi smo, verjetno te marsikdo res sprejme z odprtimi rokami, so gotovo kakšni tudi malce bolj čudni pogledi. Prej si omenila to kapljo v morje, da se to nekako vrnemo na to. Seveda je človeška dolžnost, da sprejmemo vse, da jim pomagamo, kolikor se le da, ampak še vedno bomo rešili, ne pomagali enemu človeku težave pri izvoru, pa ne bomo rešili. Ne? Ja, res je. Pa prav je, da vsakmu pomagamo, pa mogoče še v smislu teh migracij bi mogli tudi malo urediti bolj pač spodbujati več teh zakonitih, urejenih poti migracij. Mogoče v tem delu, ker tudi v bistvu migranti v evropsko družbo veliko prinašajo. Tudi evropska družba se v bistvu stara. Problem je staranje prebivalstva, upad rodnosti, pa tudi mogoče konkretno za Slovenijo lahko rečem še odhod mladih v tujino, kar nekaj tisoč jih gre vsako leto, a ne? In imamo mi recimo pomanjkanje tudi pač delavcev tukaj v Sloveniji in drugje v Evropi. Recimo. V vsakem primeru Evropa se že in se bo v prihodnje še bolj soočala s potrebami pač po ljudeh iz tujine, da bodo prišli delati v sektorje, kjer pač imamo mi Evropejci manko. In s tem svojim delom, svojimi veščinami prispeva v bistvu naš sistem socialne zaščite, tudi že danes te zaščite nevzdržen in tudi ne bilo dovolj denarja za penzione, po domače povedano. To je ena zgodba. Druga stvar, stran zgodbe pa je, pa ljudje bodo res vedno migrirali pa iskali boljše prihodnosti, ampak samo problem je tako, kot je v Luigijevem problemu, ko so ljudje prisiljeni, da zapustijo svoj dom. In tukaj je pa potrebno iskati res sploh za te vzroke je potrebno iskati rešitve na globalni ravni. Sigurno vsi vidimo že v primeru Ukrajine, Sirije, vsega, saj ni treba veliko vedeti, da je treba vzpostaviti mir. Mir je res ta vrednota. No? Tudi naši misionarji, ki delujejo v velikih državah, kjer so vojne, a ne, recimo mi na Slovenski Karitas veliko sodelujemo z misionarkami v Ruandi, Burundiju, kjer je bil genocid in tako. In tudi še danes recimo v Burundiju stalni konflikte. Sem bila že tudi velikrat tam in se ljudje tudi celijo v Ruando in tako naprej. Vedno je nekaj prisotno. In tudi vidim, kako Burundi recimo v vseh teh letih nekega neprestanega konflikta, ne miru, ni šel nič naprej. Ni razvoja. Pač prvič v takih vojnah vsi vidimo, kot je Ukrajina ali Sirija, se uniči vsa infrastruktura, šole, ceste. Ni upanja za prihodnost. Potem pa tudi ljudje nimajo dela. Pač ta razvoj ne gre naprej. To je ena pač stvar tudi vseh teh konfliktov, da se ljudje ne morejo. In mi zdaj opazujemo, se pravi, te nekako težave v izvoru, ki so, a je sploh dolžnost Zahoda zdaj, da se pravi, vedno se govori, treba je rešiti težave na začetku. Ampak a je to naša prva dolžnost in drugo, a je to naša, sploh lahko to naredimo in na kakšen način bi kot Zahod lahko prispevali k rešitvi težave v izvoru?
A ne, sigurno, da lahko prispevamo. Sej, dolžnost je kot dolžnost vseh, sej vsi smo konec koncev, živimo na tej zemlji, Ja. pa vsakodnevno med seboj, s svojim načinom življenja vplivamo danes sploh s tem hitrim pretokom informacij, blaga ljudi in tako naprej, pozitivno, negativno. Zato pa tudi prav, da smo, če smo globalni v vseh teh, recimo bolj trgovskih zadevah, bodimo globalni tudi v solidarnosti in tam, kjer je več, dajmo tja, kjer je manj, ker vsi vemo, da na svetu dosti hrane, vsega za vse ljudi. Ja, in tudi konec koncev tudi Evropska unija, vse države imajo nekako dolžnost, da del svojega bruto družbenega proizvoda dajo za uradno razvojno pomoč in pomagajo v bistvu tem državam že v izvoru in da ljudem omogočajo bolj dostojno življenje. Včasih ljudje sprašujejo, ja, a te stvari sploh pomagajo. Jaz imam tukaj tudi našo akcijo Kupim kozo, ki je zelo v bistvu, če tako pogledaš, ena mala stvar, da kupiš eni afriški družini kozo. Pa rečeš, kaj to sploh pomaga, a kaj pomagaš pri izvoru. Z eno tako malenkostjo, ta kozica stane 20 €. Jaz sem bila letos po 3 letih spet na terenu, v Ruandi, v Burundiju, ker so zdaj Slovenci kupili res že ogromno koz, afriškim družinam, seveda mi pošljemo tja sredstva, misionarji kupijo, več kot 3000 koz je bilo že 4000 koz je bilo kupljenih iz Slovenije. No, in sem videla, kaj ena sama koza za 20 € pomeni eni družini. Prvič imajo gnojilo, pridelajo več zelenjave, resnično. Ker je zemlja izčrpana, ker 2-krat na let sadijo in vedno eno in isto, fižol krompir. Pač druge hrane žal ni, samo enkrat na dan. To, ampak tudi nekje imajo koze, da dajo mleko, nekje ne, to je odvisno. Po drugi strani pa imajo te koze tudi potem prirast, kozličke, in videla sem, kaj družine z njimi naredijo, recimo, ko jih prodajo na trgu. Recimo, ena mama je popravila streho na hiši, ki je puščala. Rekla, sem bila jaz tam, je bila kozica breja, je rekla, z naslednjim kozličkom bo otrokom plačala šolanje. Ali pa tudi naš program z delom do dostojnega življenja, ki damo ljudem možnost, da imajo delo. To so družine, ki so tako revne in imajo en majhen košček zemlje in iz tega je nemogoče preživeti. Koliko družin je bilo obupanih prej, so mi sami razlagali, ki so vključeni v ta naš program. Recimo v Burundiju so hoteli to sosednjo Tanzanijo, spet migracije. Pač tam je mogoče malo več možnosti za delo. Ali potem, ko so jih sestre, misionarke vključile v program z delom do dostojnega življenja, pač dobijo 1 € za delo na misijonu na dan, to je dovolj za hrano, za šolanje otrok, za zdravstveno skrbo, pač kupijo kakšno obleko in tako naprej. In to so taki programi, ki ljudem pa omogočajo, da živijo tam in se razvijajo tam, kjer so se rodili in ljudje so tudi zadovoljni. To so bili res najrevnejši med revnimi in sami mi povejo, kako se jim je povrnilo človekovo dostojanstvo in kako so seveda tudi hvaležni vsem Slovencem, ki so jim omogočili, da imajo to delo tako. S takimi različnimi razvojnimi programi, v bistvu to je ena od rešitev, da ljudem v teh revnejših državah dajemo možnost, da lahko sami z lastnimi rokami preživijo svoje družine. Seveda je za tiste starše, kjer so otroci lačni, stalno podhranjeni, ker ne hodijo v šolo, obupajo, ampak če jim pa to lahko omogoče, so pa srečni in tako gre v bistvu razvoj naprej. In tukaj ima v bistvu razvitejše države, imamo sredstva, imamo pa tudi recimo znanja, recimo mi veliko sodelujemo z slovenskimi podjetji, gre za prenos znanj iz slovenskih podjetij v Afriko. Recimo zdaj, ravno v septembru se je odvijal en projekt, ko je naše podjetje Dama House Prestige, to je bilo zdaj že zadnja faza, prej so v Sloveniji učili izdelovati cegle s prešami, ki so bolj kvalitetne. Potem je kader Caritas Ruanda naučil domačine delati cegle. Zdaj pa on je bil v Ruandi in jih je naučil zidati hiše s temi cegli in oni bojo imeli to za svoj pač biznis in bojo s tem preživeli na tem. Ljudje so navdušeni. Tako, to so neke take male prakse, ampak ki pa ljudem na določenem lokalnem območju omogočajo, da bolj živijo in s tem tudi ne zapuščajo svojega doma. To je to. Hkrati pa je treba tudi še kakšne druge stvari, seveda preprečevati korupcijo, tudi ustavljati kriminalne združbe, trgovine z ljudmi ali pa tihotapcev, ki pač pomagajo in služijo na račun pač ljudi, ki želijo pač preživeti, bolj dostojno živeti v drugih državah. Pa tudi seveda blažiti podnebne spremembe. Teh podnebnih migrantov je vse več. Luigi, imaš ti že kakšno povezavo, se pravi z Eritrejo, si še kaj v kontaktu s svojimi prijatelji, s katerimi si skupaj zapustil najprej Eritrejo in potem Sudan? Kako potem poteka nekako ta komunikacija z domom?
V moji družini ali to moj prijatelj, kdo? Lahko za oboje. Obstaja kakšen Ja, kontakt? ja, imam kontakte, ampak mi doma nimamo internet. Samo, kako se reče, ne vem, na telefon samo pokličemo, landline. Ja, vsak mesec pokličem, pa tudi moj oče je v Sudan, pa brat imam, pa zdaj sestre imam tudi v Egipt. Pa to, kdo je začel pot od moj doma, en prijatelj v Nemčiji, pa en je v Egipt, pa drugi v Sudani so. Pa jaz sem v Sloveniji. Se Pa pravi, vsak nekako- dan na Facebook Aha, napišemo, pa aha. Se govorimo. pravi, ste še vedno nekako Ja, na vezi. ja. Prej smo govorili, ne, že nekako, da je, se pravi, Slovenija za mnoge begunce je tranzitna dežela. No, Luigi, ti si se pa odločil ostati. Kaj je bila tista stvar, ki te je prepričala, da ostaneš tukaj? Ne vem, sem zdaj 5 let sem tukaj. Ja. Ne vem, bom tukaj ne vem, do kdaj. Aha, ampak ti odgovarja tukaj okolje, ne? Ja. Se ti dopade, dobro. Potem ti je šlo stanovanje, si ga nekako lahko dobil? Ja. Pak, jaz sem ok zdaj, ampak drugi moji prijatelji imajo vsak dan težave. Ker ne vem, ko lastnik je rekel, moraš iti ven, ne vem, v 15 dni, ampak ne najdejo. Ja. Pa tudi cene nepremičnin. Ja, ne, so tudi kar cene so. je v gor zdaj je drago. En soben je najde za 300 ali več kot 300-400 evrov zdaj. Ja. Pa to ne plačajo. Vsak mesec dobi 800 ali 900 pa 400, ko plačajo. Nič nima za jesti, vse je zdaj drago. Kako pa sploh izgleda na začetku, ko si šel torej v azilni dom? Kakšen je potem sploh postopek? Lahko že takoj začneš iskati delo? Koliko časa ti nudijo nekako tam dom? Ja, lahko, ko sem prišel, ko to iz relokacije, to je bilo ok. Ni mene vzel v azilni dom. Drugače, v 2 meseci nikoli ne dobiš status. Moraš staviti, ne vem, več kot 1 leto. In kje si do takrat? Ja, tam v azilni dom sedijo. Pa sem bil, I was lucky. Ja, sem dobil v 2 meseci. Pa drugi tudi dobijo negativ 2-krat, ampak ne morajo sedeti v azilni dom. No, sej, to obdobje, ko čakaš na azilni dom, kam greš? Sam na azilni dom sediš, nikamor ne greš. Ja. Se, Tam ješ, pa lahko v centru lahko hodiš, lahko greš karkoli. Ampak ampak verjetno ti tudi si želiš delati, ne? Ti delo Ja, nekako ko si vedno- prišel v Sloveniji, ko si 9 mesecev v azilni dom, Ja. lahko delaš, ne vem, dajo tebi, ne vem, kakšno potrdilo, dovoljenje za delo. Pa v moj, sem bil, I was lucky, sem dobil 2 meseca, pa drugi ne dobil v 2 meseca, težko je. Več kot 1 leto vzame, pa 3 leta. En prijatelj imam zdaj 3 leta čaka v azilni dom. Pak dela, Ja, pak ni, tam je vsak dan spi tam. ja, Pa ja. dela ok, pak nima status. Če nimaš statusa, je verjetno vse Ja, ja. skupaj še precej težje. Samo v Sloveniji tudi je, zdaj so začeli, od Ljubljane greš ven, moraš imeti dovoljenje, kam greš. Ne vem, ko imaš prijatelj v Mariboru, ne moreš, ne vem, Izpolniti ja, papir. papir, ja. Mi doma isto imamo, od mesta do mesta moraš imeti papir od vojske ali ne vem, kaj delaš v državi. Ja, zato smo pustili, ampak ne vem, Ja, zdaj no. je tukaj. No, tam ste bili Ja. ujeti v vojsko, tukaj pri Ja. nas pa v birokracijo potem. Ja, Ja. ja, ne vem. Tako je življenje. Ja, no, upam, da se ti zdaj, ko imaš status, nekako vse, da se ti vse skupaj malce olajša. No.
Kaj pa strah pred begunci, strah pred kriminalom in pred, ne vem, islamizacijo? To je močno politično orodje že številna leta. Kaj misliš o tem, Jana? Jaz mislim, da v večini primerov te ljudje si res, ko smo se danes že velikokrat pogovarjali, želijo samo boljšega življenja in te ljudje so v sebi dobri. In da je ta strah zelo neupravičen. Tudi če so drugačne vere, kot je naša mogoče, pač se vsaka vera sama po sebi je v bistvu dobra, uči dobrote do sočloveka in tako naprej, če gremo že v te detajle, mogoče primerjave. Ampak bojimo se lahko samo v tem smislu, če sami sebi nismo dovolj trdni v naši veri, če nimamo tiste hrbtenice. Če pač živimo in pač po svoji pač veri, mišljenju, če smo trdni v tem, mislim, da se nimamo ničesar bati, da nas bo kdo pomuslimanil. Lahko pa smo, seveda, lahko pa skupaj živimo v sožitju, smo lahko prijatelji, je pa res to, da je treba, kot sem že danes tudi poudarila, človeka najprej spoznati, njegovo zgodbo, kako živi, kakšen človek je, in mislim, da vsi ti strahovi pač izginejo. Ja, res velikokrat je to pač neko politično orodje za prepričevanje javnosti, ampak se mi zdi, da kakorkoli že te polemike, ali ograje na meji, ali ne ograje, žica na meji, se mi zdi, da teh težav, te stvari ne bodo rešile. Da tisti ljudje, ki si želijo pač priti v boljše življenje, bojo prišli tako ali drugače po takšni in drugačni poti. Pač s tem ne bomo teh težav pač rešili. Vsekakor pa tudi te ljudi, recimo, mi že uničimo, pride v Evropi. Na Slovenski Karitas smo skupaj z RTV Slovenija tudi sodelovali pri filmu Igra, ki je govorila o tem, kolikokrat ti migranti, begunci, ki poskušajo pač priti seveda v Evropo, recimo, ki so z Afganistana ali pa kakšnih drugih držav, recimo poskušajo to igro. Kolikokrat so se ustavili pred obzidjem Evrope. So šli recimo peš iz Bosne in Hercegovine, hodili 12 dni na koncu brez vode, brez vsega, na koncu jih mogoče so jim še vzeli čevlje, obleko, jih pretepali in to so poskušali 50krat, 100krat. Kako ti človeka že uničiš? Preden sploh ima možnost priti v Evropo. Kako bo tak človek potem v tej družbi lahko normalno funkcioniral? Zato pa tudi tukaj pravim, treba bi bilo več teh urejenih poti migracij, da ljudje z dostojanstvom pridejo v Evropo in se mi zdi, da jih tudi bolj spoštovati in poskrbeti za boljšo integracijo. Tudi se mi zdi, da v tem času, letu 15-16, ko je res masovno so prihajali ljudje iz Sirije pa okoliških držav, nekaj tudi z afriških, kjer so vojna območja, sprejeli smo že, nismo poskrbeli za dobro integracijo teh ljudi v našo družbo. Če bi več delali res na tem, da se ljudje v bistvu integrirajo, tudi več recimo možnosti za druženja med sabo. Ne vem, tako smo mi se recimo začeli družiti pač z eritrejsko skupnostjo v Sloveniji, tako smo spoznali tudi Luigija, recimo naša mlada Karitas je izvajala Buddy projekt, se pravi, da so prijatelji ljudem, ki prihajajo iz drugih držav in so se skupaj družili, čisto normalno, človeško na kavi in se spoznavali. Recimo, se mi zdi, da tukaj pa je strah izgine. Da je res v večini primerih je čist nepotreben. Seveda, tako pa v vsaki družbi, v vsaki skupnosti tudi najdeš kakšnega človeka, seveda, ki mu mogoče nima najboljših namenov, slabih namenov, ampak to se dogaja tudi v naši družbi, tudi znotraj konec koncev katoliške skupnosti. To bo vedno, ampak teh stvari pač žal ne moremo preprečiti, ampak v tisti glavnina ljudi je pa dobrih. In še enkrat bom poudarila, vsak človek si res zasluži dostojno življenje, da je sprejet v naši družbi, da spoštujemo tudi, tudi če je druge vere, kulture in tudi naši Slovenci, ki so odhajali po svetu, vse so se prilagodili družbi, so se naučili jezika, živeli po njihovih pravilih, ampak konec koncev, če pogledamo Slovence v Argentini recimo, kakšno močno slovenstvo ohranjajo, ker so v sebi trdni. In to je tudi naloga vseh nas tukaj v Evropi, da ohranjamo to svojo evropsko identiteto, kulturo, in če bomo taki, pač jaz mislim, da nas nič ne more ogrožati. No, se je še ravno to, da se dotaknemo na hitro, sama asimilacija, ne. Kje je tista meja, se pravi, koliko ohranjati svoje identitete in koliko se je treba prilagoditi, asimilirati v družbo, kamor prideš? Ja, jaz mislim, da se moraš pač asimilirati toliko, da lahko normalno funkcioniraš v vseh teh
pač javnih inštitucijah, od šole, službe, ne vem, ko si uradov, do vsega tega, kar je pač, če v Sloveniji pač uradni, recimo jezik, slovenski jezik, da komuniciraš, a ne, je tudi pravilno, da se pač temu prilagodiš, a ne. Seveda, kar se pa tiče teh osebnih, družinskih zadev, kako se ti doma pogovarjaš s svojimi domačimi, ne vem, kakšne običaje prakticiraš, to pa mislim, da je stvar pa vsakega posameznika identitete, ampak te, ki so pa splošne družbene, pa mislim, da je pač, če si v neko državo prišel, pa da te je ta država lepo sprejela in ti tudi pomagala, ne vem, da si prišel do nekega življenjskega standarda, da je pa prav, da v bistvu tudi spoštuješ ta pravila. Sej tudi Slovenci smo vedno enako, se mi zdi, ravnali in tako je prav. Ja, tako je prav. da nekako ohrani. Kaj pa storiti v primeru, zdaj recimo samo še tole na hitro, ne vem, albanska skupnost v Sloveniji je precej močna, nekateri se dobro asimilirajo, drugi ne. Kako nekako sprožiti to asimilacijo in do kam sega ta neka humanitarna pomoč, odprtost in do kam potem ta neko izkoriščanje sistema? Ja, jaz mislim tudi tukaj, da bi mogli poskrbeti za boljšo asimilacijo, integracijo teh ljudi, mogoče že z nekimi državnimi programi, da bi bil tudi nek pogoj, ne vem, za celo družino, ko pride, če tudi recimo velikokrat moški pridejo iz teh držav, pač delajo, zraven pa pride cela družina, ker včasih so hodili samo možakarji, družina je ostala doma, zdaj pa pridejo vsi skupaj, da bi bil to tudi nek, ne vem, kot pogoj, da se naučijo vsi skupaj, cela družina, ne vem, slovenskega jezika, hkrati pa tudi delati z občinami, z lokalnimi skupnostmi, ne vem, za neke take projekte, da se ljudje skupaj recimo lahko združijo, srečujejo neke skupne dogodke, da se začnejo spoznavati. Se mi zdi, da tako se počasi vključiš v to družbo. Dobro se spomnim avstrijske Caritas v letu 2015, seveda, ko so začeli ti migranti in so obnavljali en dom za te mlade migrante brez spremstva. In kako so oni v tej skupnosti naredili? Povabili so vse tam okoliške prebivalce, da so skupaj s temi mladimi migranti prišli pa pomagati obnavljati to hišo. Taka preprosta dela, od beljenja sten, ampak na ta način so se pač spoznali in so jih sprejeli in začeli so se družiti. Pač se mi zdi, da je treba neka ta skupne stike, stične dogodke in potem se pa to pol že naprej razvije. Se mi zdi, da samo največ naredimo v bistvu s temi medčloveškimi odnosi. In tudi če človek začuti, da je sprejet, se začutiš to zelo dobro. Luigi, če se stanje v Eritreji izboljša, če se normalizira, imaš še vedno željo nekoč priti nazaj? Ja, lahko, ampak ne vem, od Eritreje, ko ljudi šlijo ven, nikoli ne vrne nazaj. To ne vem, več kot 60 let je tako. Ne vem, kdaj bo boljše. Ja. Ko je ok, lahko vrnem nazaj. Ampak Zakaj ne? dvomiš, da bo v kratkem času, ne? Ker se kriza že tako dolgo časa vleče. A ne? Ja. Ja, tako je. Več kot 60 let. Ne vem, ko je Eritreja začela države, vsak dan imamo vojne. Vsak dan grejo, ne vem, ven od države, več kot 1000 ljudi. Noben ne bo ostal tam, ker je brez veze. Ni prihodnosti. Ja, ni prihodnosti. Samo na vojsko greš, ne delaš nič, samo imaš kalašnikov, pa ne vem, ko je vojna, če greš na vojno, pa brez veze boš umrl. Moj oče je bil vojak, dedek, pa njegov dedek, vse življenje imamo vojno. Ampak nič ne dobimo od vojne. Samo umrlimo, pa to je to. Ja, jaz bi mogoče pri tej misli kar zaključil. Nič ne dobimo od vojne. Se mi zdi ena taka aktualna misel, ki upam, da bo segla v srca naših poslušalcev in kaj bi dal, da tudi tistih, ki imajo dejansko na vojno vpliv. No, se lahko rečemo, vsi imamo, če izrazimo jasno mnenje proti nečemu, imamo nek svoj majhen košček v mozaiku moči pri tem, kot imamo nek majhen košček
v mozaiku moči tudi pri tem, da pomagamo, da se odpremo, da ne ločujemo torej beguncev med enim in drugim. Nihče nisem prišel ne vem, s kakšnim slabim namenom, ampak v iskanju boljšega življenja in nihče ni vesel, da je moral zapustiti seveda svojo domovino. Jana, Luigi, najlepša hvala za obisk. Jana, tebi želim veliko uspešnega dela. Rad bi rekel, upam, da ga boš imela čim manj, ampak ne vem, zakaj dvomim, da se bo to zgodilo. Luigi, hvala ti, da si z nami delil svojo zgodbo. Želim ti uspešno v Sloveniji, da boš si tukaj ustvaril lepo, mirno življenje in da ti ne bo treba nikoli več držati puške v rokah, ne. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, hvala seveda tudi vam, da ste prišli z nami do konca te oddaje. Če imate še kakšno vprašanje, lahko napišete spodaj v komentar. Bomo nekako predali ta vprašanja naprej in vam poskušali odgovoriti. Drugače pa naročite se na naš kanal, seveda veliko zanimivih tematik, pogovorov imamo. Napišite, kaj bi še radi slišali, česa vam manjka in vam bomo seveda skušali ustreči. Lepo se imejte, lep preostanek dneva in vse dobro, srečno.